Dan smo začeli v vasi Rožek, Prosege. Do kolesarske poti ob Dravi smo se podali pod gradom Stari Rožek, mimo muzeja na prostem Kirtenjeld Frege in čez rokav reke Drave. Prvo naselje na poti je bilo Šentjakov v Rožu, Sankt Jakob im Rosental, dvojezična vas ob vznožju Karavank s približno 4300 prebivalci. Kraj je znan po Miklovi Zali, ki je v 15. stoletju živela v bližnjih Svatnah, Šlaten in bila odpeljana v turško ujetništvo. O tem pripoveduje zgodovinska povest Miklova Zala, ki je prvič išla leta 1884 pri Mohorjevi družbi.
Nadaljevali smo po kolesarski poti tik ob reki mimo Šentožbolta, Sankt Oswald in Bistrice v Rožu, Fejstric in v Rosental. Pot je bila ravninska, le sem ter tja jo je popestril kakšen kratek klanec. Na levi nas je spremljala Drava, na desni pa smo občudovali Karavanke, kjer so poznavalci tudi iz senčne strani prepoznali znane vrhove Golico, Vajnež, Stol in Palec. Nekoliko pred krajem Kožentavra, Kiršentauer, smo se ustavili za skupinsko fotografijo pred mostom čez Dravo, nad katerim na skalnati steni stoji mogočen grad Humberg, Holenburg. Za marsikoga je bil ta kraj obujanje spominov, prav čez ta most smo se pred desetletji vozili v Celovec po nakupih. Pri izlivu potoka Ljubelska Borovnica, Lolblebeh, smo zapustili kolesarsko pot ob Dravi in se zapeljali do približno 2 km oddaljenih Borover, Ferlah, največjega kraja v Rožu, Rosental. Rož je približno 20 km dolga ter od 3 do 4 km široka dolina Drave, ki leži med Gurami, Satnic, gričevnato pokrajino na severu in Karavankami na jugu. Po ogledu Borove smo se vrnili na dravsko kolesarsko pot in nadaljevali po desnem bregu, nato pa čez most Deka Dravbrdske Bejrotenstein prečkali reko in zavili na levi breg proti Linsendorferskemu jezeru. Nekateri so izkoristili priložnost za osvežitev v vodi, drugi pa smo si privoščili kavo v bližnjem lokalu. Sledilo je prečkanje reke čez most hidroelektrarne Anabrdske, nato pa smo nadaljevali po makadamski kolesarski poti ob Dravi, ki je vodila skozi gozd. Pri kraju Seidendorf smo zapustili reko in se skozi vas Kamen v Podjuni usmerili proti Klopinskemu jezeru, Klopeinersi. Pri kraju Sejelev smo najprej prispeli do malega jezera Klenše in kmalu zatem že zagledali Klopinsko jezero, ki nas je pozdravilo z mirno gladino in prijetno toplino popoldanskega sonca. Po južni strani jezera smo prikolesarili do hotela v kraju Škocjan v Podjuni, Sankt Kanzijan am Klopeinersi.